Čisto na kratko bom prosil gospoda župana, da nas pozdravi, on je tudi naš član, tako da je še ena dodatna vez, ampak upam tudi to, da bo zdrav človek. Prosim, gospod župan. Prav lep pozdrav vsem zbranim, gospe in gospodje. Veselje mi je seveda, da vas lahko danes pozdravim na tem srečanju, kajti dejstvo je seveda, da je za nami bilo eno zelo tako težko leto, praktično nepredvidljivo, vendar definitivno, tako kot vsi, ki imamo razne težave z srcem in ožiljem, je pomembno, da smo krepki, vztrajni in seveda, da se trudimo, da grejo stvari naprej. V občini Brežice praktično danes začnemo z občinskim praznikom in ne glede na ukrepe in pa vse ostalo, smo se odločili, da bomo ta občinski praznik praktično skupaj z društvi, z krajevnimi skupnostmi in pa z občanom speljali tako, kot smo ga bili navajeni. Seveda v upoštevanju vseh ukrepov, ki jih je potrebno za zaščito našega zdravja. Danes je praktično prvi dan, ki se je začel pred 1 uro, ko je bila pred občino zaigrala godba v začetek občinskega praznika. Druga prireditev pa je danes tu in seveda je tudi posebna, kajti danes prvi ste tisti, ki ste gosti pod tem nadkritjem, ki smo ga naredili prav zato, da bomo to grajsko dvorišče lažje uporabljali za različne prireditve. In jaz verjamem, da bo to tudi pripomoglo, da bomo lahko normalno izpeljevali vse ukrepe in pa seveda vse aktivnosti. Občina Brežice kljub temu, da je bilo letošnje leto nepredvidljivo, je, lahko rečem, poslovala nadpovprečno. Definitivno smo poskušali biti aktivni na vseh področjih, na nekaterih morda smo celo več naredili kot v preteklih letih. Moram pa reči, da to smo naredili predvsem z dobrim sodelovanjem, s komunikacijo, kajti ne glede na to, kar gledamo danes v slovenskem merilu v občini Brežice, lahko rečem tako občinski svet, občinska uprava, pa tudi krajani in pa društva, smo nekako delali roko z roko, ogromno bilo prostovoljcev in vseh ostalih, ki so pomagali, da smo praktično to krizo, ki jaz upam, da bo prej slej tudi konec, nekako prišli skoraj brez nekih večjih težav. Sam osebno seveda moram reči, da sem zato vesel in ponosen in tudi zahvalo izrekam vsem in tudi sem vesel, da ste se odločili, da danes imate to prireditev, ki je posvečena seveda dnevu srca, ki je bil 29. septembra, danes pa seveda zatem, ko ste začeli obeleževati občinski praznik in pa seveda tudi posvetili dnevu srca in ožilja, začnemo z temi prireditvami. Jaz vam seveda želim, da bi bilo veliko zdravja, veliko poguma, definitivno je potrebno imeti optimizma, kajti optimizem pomaga vsem nam in jaz verjamem, da glede na vse, kar smo preživeli, doživeli in kar smo tudi dosegli, imamo razloge za optimizem, za dobro voljo in seveda za prihodnost. Želim vam danes lep večer, verjamem, da bo tudi danes izjemen program. Še posebej me veseli tudi, da bojo nastopajoči, ki verjamem, da so prav tako imeli precej težav pri svojem izvajanju, lahko danes pokazali, kaj vse so se v letošnjem letu naučile. Vem, da bojo imeli tudi koncert jutri in seveda vam želim predvsem veliko lepih trenutkov, naj vam srce zaigra ob lepem seveda spremljanju nastopa, ki ga bo imel naša skupina Viva. Hvala lepa in lep večer. Gospodu županu, seveda naša stalna in dobra sodelavka, gospa Alenka Koritnik, nam bo spregovorila kot slavnostna govornica, z te strani so tudi. Torej, to je pa povezujemo Posavje, Krško, Brežice, Sevnico, Kostanjevico in seveda gospa, izvolite. Hvala lepa, vsem skupaj pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, drevi smo se zbrali, da obeležimo dan
svetovni dan srca, ki smo ga praznovali nedavno, kot je že gospod župan povedal, 29. septembra. Srce je pravzaprav en poseben organ, a ne, ohranja nas v življenju, omogoča nam eno poslanstvo. Zdravje je naša največja vrednota, največje bogatstvo in šele takrat, ko zdravje začne pešati, šele tedaj se zavemo, da nam polzi med rokami in šele tedaj začnemo iskati neke rešitve. Srce samo ne more kar tako delovati. Nekje ima eno čustveno podporo, spremlja ga neka sreča in pozitivno mišljenje in vse to troje skupaj dela človeka srečnega, pozitivnega in srce se v tem telesu potem dobro počuti. Poslanstvo vašega društva je preventiva bolezni srca in ožilja. To pomeni, da z vašimi aktivnostmi v društvu ozaveščate tako člane društva, kot tudi ostale posameznike o preprečevanju dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. To predpiše prav za to grupo zdravil za omejevanje posledic in zdravljenje bolezni srca in ožilja. Verjetno je večina izmed nas ob svojih otrocih izkusila moč, ki jo daje zgled. Otroci so namreč naše ogledalo, vse v zgodnjem otroštvu, ko imamo nanje največji vpliv. S tem nimamo v mislih izkazovanja moči, temveč govorimo o vplivu lastnih vzorcev obnašanja, s katerimi izoblikujemo otrokovo dojemanje okolice, torej empatijo. Največ naredimo z lastnim zgledom. Otroci hote in nehote posnemajo naše vzorce obnašanja in reagiranja na dražljaje iz okolice. Tudi ko govorimo o ukrepih za preprečevanje dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni, je zgled najboljši učitelj. Marsikdaj pa v okviru medsebojnega povezovanja pride do razhajanja mnenj. V takšnem primeru bi izpostavila ključno stvar, ki bodisi poveže, bodisi razdvoji ljudi z različnimi mnenji. To je spoštovanje. In to je vrednota, ki ji kani nameniti veliko pozornosti. Velikokrat se ne zavemo, da je spoštovanje v svoji osnovi čustvo. In pri čustvih je glavna težava, da jih ne moremo vsiliti. Tako tudi ne moremo vsiliti zdravega načina življenja, niti vseh ostalih preventivnih aktivnosti, s katerimi zmanjšamo možnosti nastanka bolezni srca in ožilja. Lahko pa z lastnimi vzorci obnašanja nekoga spodbudimo k izvajanju aktivnosti, ki bodo dolgoročno koristile njegovemu zdravju in preprečile neusoden ali usoden srčno-žilni dogodek. Predvsem pri otrocih, ki so nagnjeni k razvoju srčno-žilnih bolezni v odraslem obdobju, lahko z lastnim zgledom zdravega načina življenja in predvsem prehranjevanja preprečimo marsikateri kasnejši neželeni srčno-žilni dogodek. Velikokrat se tega zavemo, kot sem na začetku omenila, ko začnemo spoznavati, da nam ta vrednota, torej zdravje, začne povzeti iz rok. In ko nastopi zdravljenje, je že en delček zamujen. Vendar takrat, če smo člani društva, povezani z neko nevidno nitjo, kar skušam danes v svoji predstavitvi povedati, potem so mogoče vse te tegobe, ki pestijo, lažje. In letošnje geslo, povezani s srcem, torej pri vseh dejavnostih se moramo povezati s srcem in mu ne škoditi. Vsaka pretiranost torej škoduje in vsako pretiravanje ni dobro. Eden izmed zelo učinkovitih načinov povezovanja posameznikov, ki plujejo v barki bolezni srca in ožilja, je zagotovo izvajanje izobraževalnih dogodkov za javnost. Znanost in stroka na področju srčno-žilnih obolenj sta izjemno orodje, ki zagotavljata varno okolje za celotno družbo. Zaupajmo jima,
saj ste rešili že na mnogo življenj. Žal je v tem času in pa v preteklem letu epidemija povzročila v ljudeh eno praznino, skrb, strah in stres pred to zločesto epidemijo. Vendar, če so naše ambicije pozitivne, če želimo srečno živeti, potem bo tudi naše srce srečno, če danes govorimo o srcu. Bolj kot kdajkoli prej je potrebno v tem trenutku stopiti skupaj, da bomo zopet zagotovili pogoje, kot so bili pred časom epidemije, torej da se bomo lahko svobodno gibali, da bomo lahko šli na kakšen izlet, tako kot jih prirejate vi, da se bomo lahko družili, in to je odgovornost vsakega posameznika, ne samo do sebe, ampak tudi do celotne družbe, tudi do vašega društva. Zato apeliram na vse, da povezanost, o kateri sem govorila, torej ta nevidna povezanost med člani društva, zgled in pa spoštovanje, te 3 vrednote naj bodo tiste, ki naj vas spremljajo še pri vašem nadaljnjem delovanju. Hvala lepa. Hvala lepa za vsebinski nagovor. Viva! Vi boste nas napolnili z glasbo in srcem in srcu dali nekaj lepega. Viva! Aplavz! Thank you.
Sing